Jaz bi, preden začnemo zdaj še malo z Divi editorjem delati, bi vam pomagal namestiti dva vtičnika, ki bosta zelo uporabna. Ta prvi vtičnik je All-in-One SEO, kjer bomo v bistvu nastavljali vse te stvari za optimizacijo za Google in pa Google bomo povedali, da je to naša spletna stran. Ta druga zadeva je pa iThemes Security, kjer bomo malo zaščitili svojo spletno stran, da ne bo glih vsak indic mogel noter priti. Tako da zdaj pejmo noter pod vtičniki oziroma pod plugins in pa add new. Divi Builder je pa tista zadevščina, s katero smo zadnjič dizajnirali. To je tisti file, ki sem ga poslal, daj si ga s nami dol, pa ga bomo namestili. Torej, šel sem v Add Plugins in zdaj tukaj na desni strani zgoraj lahko recimo All-One SEO napišem in prvi rezultat, ki bi mogel biti, bi bil ta pravi, več kot 1 milijon downloadov in dajmo ga tudi mi sneti. Tako da kliknil bom na gumbek Install Now, počakal, da mi ga prenese in pa potem aktiviral. Evo ga, še Activate. In mene je že dobrodošli na. Ok, pik. Ok. No, pa pojmo zdaj tukaj z miško. Tukaj boste videli, da se je zdaj na levi strani pojavil en nov element v naši navigaciji. In pa če gremo z miško čez All-in-One SEO, kliknite tukaj na Feature Manager, da si par stvari vklopimo. Ta prva stvar, ki jo bomo aktivirali, je XML Sitemaps. To je ta prva ikonca, kar dajmo klikniti gor na Activate. A mogoče ve kdo, kaj je sitemap? Right. Sitemap je spisek, ki je namenjen iskalnikom, kot je Bingo, kot je Google, kjer lahko oni pridejo do spiska vseh podstrani na naši spletni strani. Ne. Se pravi, oni pogledajo, kaj pa ta spletna stran ima, ne, ker zdaj skozi eno metodo gre lahko on po spletni strani. Ne. On pride gor na katerokoli od teh podstrani in potem vidi, ok, ta podstran ima link sem, ne, in nadaljuje potem. Ne. Druga stvar, ki pa je pa lahko spisek vseh podstrani in preprosto, ok, ne, ta spisek si bom pogledal in če ne drugega, lahko potem tudi dobimo povratno informacijo potem, če je na naši strani kaj narobe za kakšnimi izmed njih. Ta druga stvar, ki bomo aktivirali, je tale social meta. V času gigantskih socialnih omrežij, kot so Facebook pa Twitter, je pač fajn, da imamo spletno stran, ki je optimizirana za objave na njih. Ne. Torej, kaj to pomeni? Če recimo nekdo posta vaš link, ne, mojadomena.com na Facebook, ne, ali pa kakšno podstran, ne, če ima ta stvar kakšno slikco, ne, se potem ta slikca dosti večje pokaže in neke dodatne informacije se zraven pokažejo. Tako da ta stvar je absolutno super za med in pa dajmo tlele aktivirati še tole ta tretjo, robots.txt. Zdaj, kaj je to? Je pa en spisek navodil, kaj želimo, da Google lahko dostopa na naši spletni strani in kaj ne. Do tega bomo še sicer prišli, se pravi, na kar nekaj načinov lahko mi rečemo, ok, ne, to želim, da se pokaže v vašem indeksu, to ne želim. Če imamo recimo kakšen members only ali pa kakšne galerije, ki jih recimo ne bi želeli, da se pojavljajo med rezultati, si lahko tako stvar izklopimo in pa če ena zadevščina, tale bad bot blocker, si dajmo aktivirati samo zato, ker je fajn. Pa pojmo zdaj pod General Settings, da si pogledamo tele osnovne nastavitve za naš All-in-One SEO pack. In sicer tukaj v bloku Homepage Settings je najbolj fajn zadevščina, ki jo je fajn čim prej si nastaviti. Se pravi, tukaj je naslov in pa opis vaše spletne strani,
.com, ne? Se pravi, ne vem, če pride nekdo na glavno stran, oziroma če vašo spletno stran išče v Google, ko se bo pojavila vaša spletna stran med zadetki, bo to tisti tekst, ki je, imamo kakšen demo, nimamo nobenega demota, ne? To bo tisti tekst, ki je naslov, in to bo tisti tekst, ki se potem pojavi kot opis, ne? Tako da, absolutno je fajn, da imamo to specificirano s tem, da, ne, če bomo imeli spletno stran, na kateri hočemo recimo, da stvar tekmuje za neke ključne besede, ne, če bi imeli recimo tako kot jaz vitamini, je absolutno fajn, da se beseda vitamini pojavlja tudi v naslovu in pa tudi v samem opisu, ne. Zdaj pač seveda ne spamati besedo vitamini 10 000-krat, ne, ampak ne, fajn je, da je pač to naša glavna ključna beseda prva, ne, se pravi vitamini, ne vem, prehranski dodatki in tralala za vaše dobro življenje. Ne, torej, tukaj damo naslov, spletne strani, opis, spletne strani in potem, ko bomo zaključili, seveda ne smemo pozabiti klikniti na enega izmed gumbov za shrani, se pravi, ali tukaj od zgoraj, ali pa tukaj čist od spodaj, da stvar si zapomni. Tole je zaenkrat v redu. Tole je v redu. Potem bomo pa prišli do tega. Webmaster Verification. Tukaj lahko vpišemo nekakšne, torej način, kako povemo Pinterestu, Bingu pa Googlu, da je to naša spletna stran, oziroma da si mi to spletno stran lastimo, ne. Zdaj, ta prva stvar, ki jo bomo skupaj naredili, je, da bomo Googlu povedali, da je to naša spletna stran. Imamo vsi Google akaunte? Ja, ok. No, pa dajte napisati v Google Search Console. Zgoraj levo vam piše, kako se stvar napiše, se pravi Google Search Console. Zdaj, seveda tisti, ki imate nameščeno zadevščino na računalnik, vam to ne bo kaj veliko pomoč, ampak tisti, ki imate domeno za gostovanjem, je seveda to zelo fajn zadevščina. Če ne drugega zaradi tega, ker Google vam potem v vsakem primeru, da je karkoli narobe s spletno stranjo, vam bo poslal mail, ne. Se pravi, ops, opazil sem večje število napak, ops, ne vem, stran ni dostopna, ops, mogoče bi lahko izboljšal to ali pa to. Se pravi, vse te situacije se potem skozi Google Search Console rešujejo. Se pravi, če boste prišli na izboljšajte uspešnost v iskanju Google, potem kliknite na veliki modri gumbek, ki je na sredini strani. Dobro. Se pravi, URL, ki ga boste vpisali, ne pozabiti s HTTPS, ne, zato ker smo vsi si nastavili HTTPS. Tako, HTTPS, URL, BDBDB. Ana Marija, mislim, da midva ne bomo, ali si kakšno domeno si vmes kupila? Zato, ker te svoje testne strani ne boš mogla vpisati, zato, ker je to na tvojem računalniku samo, ne? Mislim, da ima Pija ista težavica, tako, ne? Tako, ne? Se pravi, to so domene, to so spletne strani, ki so samo na tvojem računalniku, tako da pač je ne moreš aktivirati, ne? V tem primeru tudi optimizirati za Google ni glih potrebne, zato, ker noben Google ne bo prišel na tvoj računalnik, ne? Ok, pa da še jaz vpišem svojo, torej HTTPS, dvopiče, ops, in kliknem na nadaljuj. Ok, zdaj sem pa jaz prišel do problema, da je on moja spletna stran, zaradi tega, ker sem imel en fajl že gor prepoznal, tako da bomo mogli skupaj delati. Se pravi, vsi tisti, ki imate Verify Ownership, ne, torej ta velik moder display, dajte si izbrati HTML tag. HTML tag, se pravi, to je ono od spodaj, dajte klikniti gor
In pa bomo prekopirali tole kodo, ki je tukaj. Samo tole, ki je med narekovajem. Samo tale blokec, ki je od tukaj do tukaj. Samo tisto dolgo žlobodravščino, ki je med narekovajem. Tako, med tem narekovajem pa med tem narekovajem. Samo tisto žlobodravščino. Ja? Samo tole. Ja, se pravi od njega. Tak, klik. Pa dajte kopirati. Ja. Zdaj se pa vrnemo nazaj v svojo spletno stran in tukaj prelepimo tole žlobodravščino noter. Jaz tega zdaj ne morem, ker nisem kopiral, ne? Ampak tukaj v Google Webmaster Tools, to je zdaj zelo uporabno, glede na to, da snemam. Ja, tukaj noter. Pa potem samo shranite, torej poskrolite gor, poskrolite dol, tako da imate noter. A ja, bila je že vezana na moj account, ker smo to delali pol leta nazaj. Ok. Imamo. Zdaj se pa vrnite nazaj na Google Search Console, pa samo dajte, da pogleda. Se pravi, preveri. Ali pa verify. Yes. Ok, je. Mi dva nimava, ker imava datoteko HTML, se pravi, bo tole izbrala. Aha, na tole si klikala, namesto na tole. Evo nas, lastništvo je preverjeno. Imaš oznake HTML? Pa prekopiraš tale blok tle, med narekovaj samo. Sprav od J-ja do štirke. Zdaj boš pa tle nazaj. Daš sem. Pojmo imam. To je pač nek adware, ki ga imaš na kompjuterju. No, se zdaj lahko kliknete, evo, go to property, oziroma pojdi na pomik na znamko, ki je vrhunski slovenski prevod. Znamka namesto spletne strani, ok. Čez nekaj dni boste potem dobili dva uporabna podatka, tukaj je že takoj noter, ko boste prišli v Search Console, se pravi, koliko recimo ljudi pride na vašo stran in pa koliko veljavnih strani in pa koliko strani z napakami se pojavi v Googlu. Če bo Google kakršnokoli napako najdel na spletni strani, zdaj dobite na mail. Torej, Google zdaj ve, da je vaša spletna stran vaša. Zdaj pa pejmo nazaj na našo spletno stran, na našo administracijo, pa pejmo tukaj pod All-in-One SEO v XML sitemap. In pa, recimo, da vam za hec pokažem, jaz bom zdaj kliknil tukaj na View your XML sitemap, da vidite, kako ta stvar v resnici izgleda. Takole je spisek vseh mojih vsebin na spletni strani. In jaz bom kopiral zdaj tole, desno kliknil bom gor, copy link address, in bom šel spet nazaj v Google Search Console. Tukaj pod XML sitemap imaš tole. Če to ne dela, kliknite tukaj na gumbek Update sitemap. Pa da vidimo, če pol da. Ok. Torej, URL našega sitemapa je moja spletna stran.com, pošiljnica sitemap.xml. In jaz bom to zdaj skopiral in bom šel v Google Search Console in tole zemljevidi spletnih mest je slovenski prevod. Sitemap je pa angleški. In tukaj bomo vpisali zdaj zemljevid našega spletnega mesta. Sitemap.xml, oziroma če smo copy-pastali, bomo samo prelepili, pobrisali URL
in dali na pošli. Ne? Torej samo sitemap.xml naj piše tukaj, pošli. Evo, zemljevid mesta je bil uspešno poslan in zdaj ima Google za našo spletno stran spisek vseh podstrani, ki jih lahko obišče in ki jih bo nekoč obiskal. Ne? Zdaj, tle je tako. Glede na količino povezav, ki bodo kazale na vašo spletno stran, toliko hitreje vas bo Google začel šmerglati. Torej, če imate recimo kakšen social media account, ki je javen, če boste dali ta URL noter, bo to toliko hitreje. Se pravi, katerikoli link bo iz neke strani, ki že obstaja, kazal na vas, toliko bolj bo zadevščina hitreje stekla. Dobro. Tako da do tega se bomo naslednjič vrnili, ko bomo imeli vsi že podatke, ki so uporabni in bomo lahko potem pogledali, kako ta stvar v resnici deluje. Zdaj pa pojdimo na našo spletno stran nazaj, pa bomo dodali še en vtičnik oziroma še en plugin in sicer iThemes Security. Takele rumena ikonca je, tukaj imate napisano, kaj iščemo, iThemes Security. Katarina, najprej pojdi admin, potem boš pa lahko najdla. Zato, ker drugače bi iskal po unih, ki so inštalirani na tvoji strani. Ok, pa ga kar prenesmo pa inštaliramo. In pa potem še aktiviramo. In zdaj, ko je ta zadevščina aktivirana, imamo spet na levi strani na navigaciji bolj v spodnjem bloku elementov, tukajle zdaj security. Pa kar kliknemo gor na security in prvič, ko ga bomo zagnali, mi bo on predlagal, da ta prvič naredim security check, pa ga bom jaz zdaj skenslal, da vam pokažem, če slučajno ga skenslate, imate tukajle ta prvi blok, spet security check, pa bom kliknil samo na secure site. Ta prva stvar, ki mi jo on predlaga, je tako imenovana njihova centralna baza vdorov. To je fajn, da greste noter, da pridete noter, morate vpisati svoj e-mail naslov, pa definitivno skenslite tole, da ne dobivate spama, razen če imate spam ful radi. Jaz ga načeloma nimam, tako da kliknem tlele na nov. In pa kliknem na Activate Brute Force Protection. Torej, on je zdaj povezan z enim centralnim sistemom, ki pregleduje te IP naslove mašin, ki se poskušajo prijavljati v vašo spletno stran in če je slučajno ta mašina že v bazi njihovi, jo bo avtomatsko zablokiral, ne da bi vi rabili, ne da bi se v vašo stran sploh on poskušal kdaj prijaviti. V bistvu boš potem na ta mail dobila, če je slučajno bil kdo zablokiran ali pa kaj, tako da pač ne. Zdaj pa ena tako čist zanimiva zadevščina, ki je znotraj iThemes Security, pa so jo malo bolj stran pomaknili, je tukajle v temle bloku Advanced. Če kliknete tukajle na Advanced, imate tole možnost Hide Backend. Kaj to pomeni? WordPress ima prijavno lokacijo je wp-login.php, oziroma WordPress ima administracijo, ki je wp-admin/ Tako da preko tega si mi lahko to prijavno
prijavno lokacijo spremenimo v karkoli. Ne. Mi imamo recimo na faksu pošiljnica, ne smem povedati, ne, ampak če ne prideš prek tega URL-a, se sploh ne moš recimo prijavljati. Ne. Tako da tukaj si lahko recimo spremenimo, ne, da lahko pride nekdo noter izključno samo, če, ne vem, gre moja stran.com, pošiljnica siroburek. In takrat se začne lahko prijavljati. Ne. Tako da če nihče ne ve tega, ne, security by obscurity, potem ne bo mogel niti priti do točke, kjer bi lahko on upisal uporabniško ime ali pa geslo. Tako da neka dodatna varnostna zaščita. Je pa seveda tako, ne, tega spet ne pozabiti. Ne. Zato, ker če to pozabite, potem pač tudi vi ne boste mogli iti gor, oziroma pač saj se da, ampak dosti težje je treba malo začeti brisati datoteke dol iz svoje spletne strani.